V slovenskem morju pred Fieso so znova opazili jato delfinov. Strokovnjaki sicer pri obnašanju morskih sesalcev v zadnjih letih opažajo veliko nenavadnega obnašanja. Pojavljajo se denimo v krajih izven svojega življenjskega okolja ali pa njihovo obnašanje močno odstopa od značilnosti vrste. Takšno vedenje vse pogosteje beležijo tudi raziskovalci piranskega društva Morigenos, ki je sodelovalo pri mednarodni raziskavi o tem, kaj se dogaja v morjih okrog nas. Jaka Vran. Gledate posnetke mrožev ob obali Velike Britanije, opazili so jih tudi v Franciji in na Norveškem, čeprav je njihov življenjski prostor bistveno severneje. Ali pa beluga kiti, ki so se znašli v rekah globoko v Temzi ali Seni. Gre za morske sesalce, ki se nekako bodisi pojavljajo izven svojega naravnega areala oziroma območja pojavljanja, ali pa znotraj območja normalnega pojavljanja, ampak v nekih zelo nenavadnih okoliščinah ali pa v konkretnih čudnih lokacijah. Anomalij pa je še veliko več, tudi v našem morju so jih zaznali. Tudi primer kita grbavca pri nas, v Sloveniji leta 2009 je bil en tak primer, ker kiti grbavci v severnem Jadranu ne živijo. Ali pa še nedavni primer, konec lanskega leta so opazili vrsto delfina, ki je bila sicer običajna v našem morju, a je bilo vedenje precej neobičajno. Gre za primerek te vrste, ki je pa sam, kar je zelo nenavadno in ki se nenavadno vede, se pravi, da se zadržuje v pristaniščih, recimo v Luki Koper, pa v Mandraču v Izoli se je zadrževala. In to sama, se pravi, zelo blizu človeških aktivnosti. Delfinko šlo je za samico, ki so jo poimenovali Čau in jo skrbno spremljali. Za te anomalije so deloma krive klimatske spremembe, ki lahko pomenijo izgubo plena, največkrat pa kar človeško ravnanje, saj so te živali precej občutljive na hrup in onesnaženje. In kaj storiti? Včasih morajo fizično premakniti žival, v skrajnih primerih tudi evtanazirati, če druge rešitve ni. Mnogokrat je pa najboljši ukrep narediti nič. In v študiji ravno poudarjamo to, da je to narediti nič lahko tudi upravljalska odločitev. Saj narava na koncu najde svojo pot. Tako je bilo tudi pri delfinki Čau, ki je po približno mesecu dni nehala zahajati v neposredno bližino obale.